A se bi to v redu? Če vidi nekaj. Ja, čim več si. Pozdravljeni. Danes zaprisega vlada Republike Slovenije. Skratka, same volitve so bile najmanj čudne in zaprisegajo na podlagi trdnih temeljev. No, tukaj je pa začetek tiskovne konference na temo Zavarujmo ustavnost, kar sva z Gašperjem Ferjanom pač zapisala. In bi kar prosil, da Gašper prevzame besedo in prebere mogoče pač prvo točko tega Zavarujmo ustavnost. No, na prvo točko, na tisto začetno točko, bi morali vedno postaviti ljudstvo. To se pravi, družbena pogodba, kot je ustava, pomeni soglasje volj čim širšega konteksta, čim širšega spektra vseh državljanov, ki se strinjajo glede temeljnih skupnih vrednot. V našem primeru so to demokratična ureditev, pravna država, socialna država in od tod je treba cel sistem izvajati. In vse prepogosto naši posredniki pri izvajanju oblasti to pozabljajo. To se pravi, oni pozabljajo, kaj je vloga ljudstva, da je primarna vloga ljudstva, da odloča, da je vključeno v vse sprejemanje odločitev in izvajanje teh odločitev. In najpomembnejša odločitev je družbena pogodba, to se pravi ustava. Potrebno je spomniti, da od osamosvojitve dalje ljudstvo ni bilo udeleženo neposredno pri sprejemanju teh odločitev, kakšno družbeno pogodbo želimo imeti. Ni bilo nobenega referenduma, ni bilo kakih hudih posvetovanj širšega konteksta, bi rekel, katere pravne mehanizme želimo imeti v svojem sistemu. In mi smo zavzeli stališče, da je potrebno tako sprejemanje take pomembne najvišjega pravnega akta, najvišje pogodbe, kot tudi vsako njeno nadaljnje spreminjanje potrjevati najmanj z referendumom, ker gre za tako ključna politična vprašanja, v kakšni družbi želimo živeti. To je prva točka. Druga točka se navezuje... Jaz bi tukaj sam nekaj vprašal. Zapisala sva spreminjanje ustave ali njeno popravljanje brez izvedbe ustavodajnega referenduma pomeni kršitev temelja naše ustavnosti. Temelj ustavnosti v Republiki Slovenije je demokratična, socialna in pravna država. Temelj ustave so skupne vrednote, ki smo jim zavezani in omogočajo normalno delovanje in razvoj države. Ustavne vrednote so osnova zaupanja in sodelovanja za skupno dobro. Torej, sprejemanje ustave ob osamosvojitvi sami, ta je bila v pogojih sicer izrednih razmer in zamišljena kot začasna, kot vsi kasnejši popravki te ustave so bili narejeni mimo zgoraj opisanih ustavnih načel. In bi vse še obrazložiš, ali ima ljudstvo v Sloveniji pravico do upora zoper tiransko oblast, ki krši temelje družbene pogodbe. Naslednja točka se navezuje na to prejšnje. To se pravi, te skupne vrednote so osnova zaupanja v sistem, zaupanja v sodelovanje, v to, da vsak državljan misli in dela dobro, vsak po svoji pameti. In jaz sem našel v pregledovanju tega primera Šiškota, ki je bil tako aktualen in ki je aktualen, tujo sodno prakso. To se pravi, Vrhovno sodišče ZDA je sprejelo eno zanimivo sodno odločbo v primerljivem primeru in sicer je menilo, da zajema svoboda govora to, da neka politična skupina postavi načrt, kako bo spremenila oblast, ampak da, kar se tiče uporabe nasilja, je to zadnje sredstvo. To se pravi, da šele, če ne delujejo volitve, to se pravi, da ni zagotovljenih svobodnih, poštenih volitev, kar številni dan danes, sploh tisti izrinjeni neparlamentarci, zatrjujejo,
pa te uradne inštitucije tega ne raziskujejo. No, to je splošno javno Ja, mnenje, to da je je nekaj splošno, narobe. mogoče to Zato ne splošno. hodijo na volitve sploh. Ja, volilna udeležba je zelo nizka, ena izmed najnižjih v Evropski uniji. To nekaj pove, da je en problem na tem področju. Drug pogoj, ki ga je Vrhovno sodišče ZDA postavilo v tem primeru, je ta, da mora funkcionirati pravosodni sistem. To se pravi, v njihovem primeru porotniški sistem, to se pravi, da ti sodijo tebi enaki ljudje, to se pravi in v imenu ljudstva. To se pravi, ljudstvo mora biti udeleženo v sodnem sistemu na različne načine, da se preverja, ali je res nekaj neodvisno, nepristransko bilo presojeno ali pač ne. In ta dva branika v zahodnem svetu demokratičnosti preprečujeta, da bi se izvajali vsakodnevno neki prevrati in da bi prišlo do družbenega vrenja. Kar pa mi spremljamo mogoče preko provokacij danes v medijih, mogoče pa je to pot, ki kaže na stanje družbe, ki je mogoče v takem stanju, da se že samo sebe razkraja in da potrebuje vse več tiranije za svoj obstoj. In to je problematično. To sem želel poudariti, da po argumentu a contrario, to se pravi, če ta dva pogoja nista zagotovljena v neki družbi, potem je velika verjetnost, da lahko pričakujemo neke vrste upor. Mogoče to ni nasilni upor, mogoče je na drug način, mogoče je s provokacijami, ampak oblastniki se morajo s temi zadevami resno ukvarjati in jih reševati. Tukaj sva napisala naslednje. Vkolikor pa okoliščine volitev niso take, da bi omogočile odstavitev nepoštene oblasti ter omogočile učinkovito pravno državo, pa je upor legitimen. Smiselen in nujen za ohranitev demokracije, republike in za uveljavitev vladavine ljudstva. Kajti to je cilj in to je temelj, ki ga je treba spoštovati. Do tega upora vedno prihaja, če se ne vzpostavijo na kakršenkoli način zgoraj zapisane vrednote, tudi za ceno nasilja. Slovenija je na razpotju, da zopet vzpostavi temelje na skupnih vrednotah ali pa pride do požara revolucije. V vsakem primeru bo moral del elite, ki podpira neustavnost, odstopiti, če se ne vzpostavi pogojev za demokratično delovanje in vključitev ljudstva v procese izvajanja oblasti. Zaprisega oblasti, ki ne upošteva temeljnih vrednot v praksi, je kriva in lažna. Farsa željenemu družbenemu stanju, saj ne ustreza standardom naše ustavnosti. To velja tudi za prisego Šarčeve vlade 13.10.2018. No, prvi korak, ki bi bil korak v pravo smer, je sprememba volilnega sistema. To je več kot očitno. V našem sistemu preveliko vlogo igra strankokracija, to se pravi, v našem sistemu je dovolj, da se zbere peščica strankarskih prvakov in vodijo celotno državo. Lahko so samo 3, tako kot tukaj, pa 4. To je problematično in je nedemokratično, je v nasprotju s temi skupnimi vrednotami, duhom demokracije, načelom preglednega delovanja, javnega delovanja in delovanja v skupno dobro. To pomeni, da je podan konkreten predlog, da se volilne enote ukinejo, da se v vsakem volilnem okraju izvoli po enega predstavnika ljudstva in na ta način tudi nadomesti ta manko, ki je nastal s tem, ko od osamosvojitve dalje naša država ni vzpostavila pokrajin, to se pravi samoupravno skupnosti na širšem področju. In doživljamo posledice in tudi te centralizacije Slovenije. To se pravi, center Slovenije se razvija, vse drugo ne tako zelo. In to je potrebno nekako uravnotežiti. To bi bil en predlog. Glede tega je jasno, da je cela Bela krajina ostala brez razen ene same poslanke, ki pa itak izvira iz Ljubljane, brez poslancev. No, tukaj je veliko anomalij.
Volilne enote je potrebno odpraviti, je povedal že Gašper Ferjan, saj je zaradi njih volilni sistem nepregleden, nerazumljiv, nejasen povprečnemu volivcu. Volilne enote so ustvarjene nevsebinsko in brez utemeljitev. Omogočajo prerazdeljevanje glasov med pokrajinami in služijo interesom strankokracije, ki obvladuje slovenski politični prostor v nasprotju s skupnimi ustavnimi vrednotami. Vsak volilni okraj, ki jih je 88, bi moral imeti pravico, da izvoli po enega poslanca. Zaradi volilnih enot, ki jih je 8 in vsaka sebuje 11 volilnih okrajev, pa več kot 20% volilnih enot volilnih okrajev običajno v praksi te pravice ne doseže. Če bi bila ta pravica udejanjena, bi se kandidati predstavljali samo po volilnih okrajih. Iz navedenih razlogov se morajo volilne enote ukiniti, so neustavne in prinašajo zmedo. Zavarujmo ustavnost. Tukaj je bilo nekaj točk povedanih, zakaj je treba temelje naše ustavnosti zavarovati, čeprav so že hudo načeti, samimi popravki ustave, hudo načeti, ker tudi za ustavo, ki je bila sprejeta, kot že rečeno, v izrednih razmerah, ni bilo še razpisanega referenduma in to je seveda nujni pogoj te ureditve, v kateri živimo. Vladislav Stres. Jaz bi dodal samo še en predlog iz preteklosti, ki se navezuje na ta prejšnji. To se pravi, da v vsakem volilnem okraju kandidira je izvoljen po en poslanec. To pomeni tudi, da imamo na lokalni ravni več teh soočenj in tudi recimo na uradnem listu lahko sama Državna volilna komisija dopusti tako kandidatom, kot bi rekel, ene take osnovne informacije, ki bi jih radi kandidati izpostavili. In na ta način skuša vsaj preseči ta diskriminatoren okolje medijsko, ki vlada in velja samo za RTV ene osnovne človeške pogoje, bi rekel, da imajo vsi enake možnosti, kandidati vsaj približno, povsod drugod, ki je medijski prostor, zavzemajo drugi, mnogo večji igralci, pa to ne velja in to pride do takih anomalij, da se človek vpraša, a je to sploh smiselno ali ne, ali pustimo, da eni in isti vladajo desetletja oziroma kar do smrti. Ne? No, jaz bi pa tukaj še vključil gospoda Vilija Kovačiča in ga najprej samo vprašal, če postopite, mislim, da sem ali so bili volivci seznanjeni z kandidati, ali so bili seznanjeni bolj samo za predstavniki raznih političnih opcij? Seveda niso bili. Je to narobe? To je temeljno narobe. Ne, bom jaz povedal, da ste nišče. Prosim, recite. Tlele noter piše v tem materialu pravica do upora. Saj treba. Jaz bi začel s pravico do ustave. Pravica do upora je samo posledica, da nimamo pravice do ustave. Kajti še nikoli ni bilo, niti pri spremembah referendumov, niti na samem začetku ljudstvo vprašano o ustavi. In ta določba, ki je zdaj 30.000 podpisov, boš imeti uveljavljenih, da lahko 30.000 za ustavodajni referendum. Niti ni ustavodajni, to je za spremembo ustave, kar tako. Ampak ta pot je tako težka, da ni izvedljiva, ker gre čez parlament. Odločajo poslanci. In potem na koncu odločajo tisti, Proti ki potem bi morali povprašati ljudstvo, ne pa da oni o tem odločajo. Torej neizvedljivo, to je zopet Neizvedljivo, ne. In tle se morajo začeti spremembe. In to bomo pritiskali na predsednika države, da se tega lotimo. Mi moramo narediti dve sekcije pri rekonstrukciji demokracije. Ena je referendumska, druga je pa volilna. Dve področji, ki se prepletata delno, ne, ker nekaj zakonodaje je skupne, drugo je pa specifika. Ne. To smo zdaj pri ponovitvi referenduma spoznali. Ne. Mislim, da smo se nekaj naučili iz tega, ampak premalo. Vsem pa poslanci se niso naučili. Tukaj bi vseeno povprašal, hipec. Skratka, za referendum velja kvorum. Kvorum 20% vseh volivcev. Zakaj ne velja kvorum 20% vseh volivcev recimo za vlado? Ta je zbrala 26% sicer približno. Ampak če bi ljudje vedeli za kvorum, bi seveda ne zbrala niti toliko. Ampak, če za referendum velja kvorum vseh volivcev, 20%, bi moral tudi za vse podobne volilne izjasnitve, torej tudi za redne volitve. Kaj meniš? Ja, logično je, se strinjam. Samo
kje se sprejemajo zakoni. To je nesistemsko, to je nestrokovno in to je v bistvu uzurpacija oblasti. Ja, se strinjam. Kazalo bi mogoče, samo glede tega bi kazalo, to gre za nomotehnično napako, to se pravi, kako se sprejemajo predpisi. Predpisi se morajo sprejemati sistematično, to se pravi za vse podobne primere enako, ne pa različno. Ja, poglej, pri nas imamo od tega časa, da je Cerar tle stalni bil kreator upravnih in zakonodajnih predpisov in tako naprej in celo ustave. Imamo tako veliko zmedo, da je celo ustavno sodišče naložilo enoletni rok poslancem, ki so zdaj noter. V enem letu bi morali referendumsko področje urediti zakoni, ker zakoni, ki so v nasprotju z ustavo. In s katerim delom ustave? S tistim, ki pravi, da mora imeti volivec odločilno vpliv na izid postopka. Smo povedali. Ne, to je odlično povedano. Ampak dejstvo, da se mi zdi, da ustavno sodišče ne zahteva 20% vseh volivcev, ampak samo udeleženih na referendumu. Ustavno sodišče se ni izjasnilo, se bila so ločena mnenja, ampak še vedno velja dikcija, kot je 1/5 volilnega telesa mora zakon podpreti oziroma nasprotovanje zakonu podpreti. To je tisto uničevalno določilo od leta 2013, je pravzaprav referendum zbrisalo, takrat sem imel transparent, v Sloveniji referendum lahko organizira samo politika, mafija, cerkev in sindikati. Drugega ne more. Že tudi samo dejstvo, da moramo mi podpise obvarovati, nam onemogoča. No, ampak to Ker je če v hočeš bistvu... ti prejeti do 40 000 podpisov, Ja. ti moraš imeti stojnice. Državljan, že. ki nima stojnic, ki Glejte, nima denarja, nima stojnic. Nikoli ne bo zbral 40 000. Ne bo. Ne. ampak glejte, eno to je zadevo. to je prva Jarh ovira, Jožef to je je problem. tudi del te skupine, sicer večkrat opozori, da bi se morali podpisi zbirati lahko tudi direktno na ulici. Kajti oblast je v tem določilu naredila zahtevo, ki v bistvu vnaprej govori o tem, da bodo podpisi ponarejani, namesto da bi jih naknadno preverjala. Poslancem, ki dajo 3 podpise in nadomeščajo vse ostale, je dovoljeno, da to dajo v svojih pisarnah v državnem zboru. Skratka, mi imamo režim, kjer je odpovedala in oblast in sodni sistem. Jaz bi samo nadaljeval, glede Jarha je predlagal tudi, ki je sedaj pač nazdravljen, je predlagal tudi konkretne spremembe, kako bi vnesli v zakonodajo in v ustavo večjo vlogo aktivnim državljanom. To se pravi, tako pri referendumskem področju, kot sicer, to se pravi pri nadzornem področju. Kar bi bili koraki naprej. No, še Vili je želel. Kar se referenduma tiče, je dvojnost. Dvojnost je v prvi fazi referenduma, ko se zbirajo podpisi za pobudo. Veljajo podpisi iz ulice. Veljajo. Pravno, legalno so. Tudi kasneje bi lahko. In nobenega razloga ni, da ne bi potem tudi veljali. Odlično. Seveda, zakaj je ta dvojni sistem? Zato, da je težje. onemogočiš. Tako je. In seveda s tem, ko ljudje ne gredo. To so različni vatli pri istih zadevah, kot pravi Gašper. Bo še kdo med vama kaj povedal, pa te lahko snimam, če hočeš s tem. Če močeš s tem. Ja, bom pa šel. Zdaj bom pa šel No, zdaj pa še gospod Ladislav Troha želi povedati svojo izjavo. Zdaj pridem čez. Ja, jaz bom takole povedal, že od leta 90 smo ugotovili, da ustava ni bila v javni razpravi, bila je sprejemana prav v izrednih razmerah, ki se je mudilo, ampak kljub temu bi morali potem naknadno jo dati še enkrat v obravnavo, da dajo ljudje pripombe in se skliče ustavodavni referendum in bi se ta ustava sprejela z določenimi popravki še takrat lahko. In soglasjem volje z državljani. Jasno, ne? Zdaj pač smo v situaciji, ko ugotavljamo, da se ustava v mnogih delih ne spoštuje. Poleg tega pa so bile vnešene v toku časa, naprimer leta 2013, 90. člen je bil sesut, kar se tiče neposrednega odločanja.
No, jaz bi pozval, da malo širše razmišljamo. Ne. So tudi nekateri vzgledi v svetu že, ki bi terjali, da se začnemo pogovarjati o čim bolj neposredni demokraciji. Če greste na Google in vtipkate neposredna demokracija, je tam v parih stavkih zelo dobro razloženo, kaj to pomeni. Ne. No in s tem bi neutralizirali te delitve levo-desno, ker bi lahko neposredno, jaz trdim, da preko javnih razpisov izbrali ministre, izbrali predsednika vlade, ljudstvo neposredno. Enako pa bi lahko sprejemali tudi zakone, naprimer Švicari 50.000 izberejo na ulici in je pobuda za nek zakon lahko na tej podlagi, pa brez da hode na upravne enote, jasno, ker tam oblast zaupa ljudstvo. Tukaj gre za to, da se ljudstvo ne zaupa, ker vodijo to državo nelegitimni oblastniki. In moramo ugotavljati, da so bile vse volitve do zdaj, ne samo te letošnje, pomanjkljive, diskriminatorne. Imamo akuten problem ravnalne medije in enostavno ne moreš enakopravno sejiti te volilne tekme. Zakaj pa so mediji takšni? Ker tudi nimaš denarja, tle je več postavk. Oni imajo v rokah medije. Kako jih imajo? Preko urednikov. Mi imamo rakasto tvorbo te naše družbe, katera se izkazuje v negativni kadrovski selekciji. In mi se moramo vrniti v leto 90, ki bi mogli prekiniti s to negativno kadrovsko selekcijo, odstraniti od vzvodov odločanja vse, ki so se šli negativno kadrovsko selekcijo do leta 90, mogli bi speljati lustracijo, potem pa na novih temeljih začeti kadrovati na vse položaje ljudi po izključno strokovnih, etičnih, moralnih merilih. Je to lustracija nepoštenih ali mislite kaj drugega? Lustracija tistih, ki so kreirali in vzdrževali nedemokratični režim. Tak, ki je sodeloval pri kreaciji in vzdrževanju tega sistema, ni pošten človek, ker ta sistem, tisti režim je zatiral temeljne človekove pravice. Tako da, zakaj se ni spremenilo, tam je vzrok. Ker se po letu 90 ni odstranilo teh ljudi od vzvoda odločanja, so oni še vedno tam, kjer so, ali pa v ozadju. Na ključna mesta so pa preko fint, preko zlaganih volitev, preko javnomnenjskih anket zlaganih namestili in nameščajo svoje pajace. In vedno vladajo, se pravi, te se obnašajo. In danes imamo, kot so se vedno, in danes imamo še eno prisego nelegitimne vlade, rečemo 26% nekim voljivcem, ki vejo, koga morajo voliti, da bojo privilegiji ostali. Veliko je bilo zmedenih. Tako da, pa zmedenih, ja, seveda. Udeležba je še manj kot 50, če štejemo še neveljavne, je udeležba 50, kar pomeni, da je sploh tole, kar se danes postavlja, nelegitimno in je čas, da se usedemo dol, da se začnemo pošteno pogovarjati, kaj je bilo, kdo je za kaj odgovoren in kaj narediti. Te izpadi, ekscesi so pa seveda normalna posledica tega, kar se dogaja, ker če ne moreš po normalni pravni poti preko medijev razložiti, kaj je problem, potem si zafrustriran človek. In na nek način moramo razumeti gospoda Šiška, kateri ni naredil nič protiustavnega, nič protizakonitega in zdaj ždi v zaporu. Mi bi mogli zdaj ponoviti Roško 88, pa brez udbovske režije, ki je bila takrat organizirana. To bi mogli zdaj narediti. Zaradi človeka, državljana, ki je po krivem zaprt. To je moje mnenje o vsem tem skupaj. Imamo ves čas od leta 90 nelegitimno oblast. Jaz bi samo dopolnil, tale 26% je v resnici z upoštevanjem nizke volilne udeležbe hitro 13%, če bi pa upoštevali še javnomnenjske raziskave, ki so še prepolovile na polovico to volilno podporo, recimo Šarčevi stranki, pa pridemo še nižje. To se pravi, da je resnično vprašanje, kdo komu vlada. Ali resnično ta vlada v imenu ljudstva? V redu. Kar se tiče druge tematike, to se pravi primera Novič in primera Šiško, je najpomembnejše vprašanje, ali ima državljan v Republiki Sloveniji sedaj učinkovito pravne sredstvo na razpolago, da
doseže svojo pravico. V primeru Noviča glede dolgotrajnih postopkov je to pod velikim vprašanjem. Bi rekel, da mora človek iti skozi tako kalvarijo, Se pravi, vi ste nosilci. kalvarijo, da na koncu se ugotovi, kaj je resnica in kaj je pravica. In tukaj podobno pri Šiškotovi se vprašuje vsak državljan, ali imamo neodvisno tožilstvo ali pa je to podrejeno politiki in izvaja politiko samo v interesu določenih elit, ki so na oblasti. Tožilci imajo po zakonu in po ustavni ureditvi neko neodvisno vlogo, to se pravi, da preganjajo vse kazniva dejanja približno enakopravno, to se pravi tudi to zloglasno diskriminacijo na medijskem volilnem področju bi mogli oni preganjati, ne pa dopuščati kot nekaj samoumevnega ali normalnega. To ni nekaj normalnega. Normalno je, da se politične ideje v enakem ringu približno enako predstavijo in potem, da volivci resnično odločajo, komu bojo zaupali svoj glas, ne pa medijski mogoci. Jaz bi zaključil s to tiskovno predstavitvijo, s tem, da vemo, da so mediji plačani iz proračuna, recimo RTV Slovenija z obveznim prispevkom, tistih 440 in več tisoč gospodinjstev, in lahko delajo tisto, kar jim dopusti programski svet in predvsem nadzorni svet, razdeljuje denar, ki pa jih določa politika. Torej, oni državljanom niti več ne odgovarjajo na pobude in pisma, čeprav imajo neko varuhinjo za varstvo pravic gledalcev, ampak je to zopet norčevanje, ker še nič ni naredila, nimajo niti rednih oddaj o tem in obstaja pa že vrsto let ta funkcija, ki sprejema pritožbe, o katerih ne vemo nič, ker niso javno obravnavane. Javno je pa obravnavan nogomet in drugi športi vsak dan več kot 5 ur na dan programov, recimo, na TV Sloveniji. Da bi pa o takih stvarih govorili, tudi na to tiskovno konferenco pač bili povabljeni, niso prišli, to jih pač ne zanima, ker to ni nogomet. Skratka, najpomembnejše teme za razmislek državljanov se v bistvu medijsko onemogoča. Na drugi strani moramo vedeti, da država porabi preko proračuna več kot 50% družbenega bruto produkta za prerazdeljevanje sredstev, kar pomeni, da mediji živijo tudi od oglasov in kdor odtegne te oglase, tudi utiša nek večji medij. Tako da so dejansko bolj zvezani, kot si mislimo, temu, da so dejansko samo podaljšana roka pozicije, opozicije in podobno. No, v demokratični družbi bi pričakovali od javnega servisa RTV, da recimo ne imenuje tretji program parlamentarni, ampak informativni in da vključi vse aktivne državljane, da povejo svoje, da izobražujejo gledalce, da so ti opremljeni z več znanja, z večjim vpogledom v to, kako deluje sistem in kako ga spremeniti. Medtem ko mi smo podali ta predlog RTV Slovenija in o tem se resno spet ne odloča. In se išče izgovore in tako naprej, kot da so poslanci v tej zgradbi ljudstvo, pa v resnici niso ljudstvo. Ljudstvo smo vsi mi in vsak izmed nas ima svojo zgodbo, vsak ima nek mogoče zelo dober predlog in drugi ga bi radi slišali, bolj kot poslance, ki smo jih vsi naveličani. Zato pa gremo v šport, v gledanje drugih stvari, ker je potrebno državljane izobraziti, kako zavarujemo ustavnost, ki jo imamo zapisano v ustavi in kako se jo razume. To ni stvar samo ekskluzivnega kluba nekih 3 ustavnih pravnikov, ki jih imamo v Sloveniji, ampak je stvar vsakega državljana, da pove, v kakšni državi želi živeti, kakšno bodočnost si želi zase in za svoje potomce. In dajmo na tem graditi skupaj
ker smo povezani, pravno povezani med sabo, ker smo državljani te države. Če še kaj misliš? Skratka, ne, to je pogodba, ne, skratka, ustava je pogodba med državljanom in državo samo. In tej pogodbi je zavezan, jo mora spoštovati in to pogodbo mora torej tudi poznati. A ne? To si hotel reči. No, in ta pogodba nam daje veliko pravic, kljub temu, da je veliko anomalij, na katere smo pa že upozorili. Hvala za VTA Vladislav Stres. Gašper Ferjan, jaz. Srečno.